Hondina filozofija se je v zadnjih nekaj letih obrnila na glavo. Majhne navite motorje so namreč zamenjali ekološko bolj sprejemljivi hibridi, njihov Accord pa je postal avtomobil, s katerim se spogledujejo s premium tekmeci. Zato tale stane preko 43 tisoč evrov in zato je njegov prtljažnik skoraj polovico manjši od prtljažnika, ki ga je ponujala prejšnja generacija Accorda Tourer. Poprečen kupec tega avtomobila očitno potrebuje le toliko prostora, da vam pospravi set palic za golf. Visoko ceno pa Accord upraviči na več različnih načinov. Počutje je zelo dobro, zlasti tule spredaj se sedi odlično. Tudi seznam opreme v tem avtomobilu je daljši od povprečnega slovenskega vlaka, navigacija pa kljub temu, da jo ta avtomobil ima, v Sloveniji še ne deluje. Bolj zanimiva pri tem testu je kombinacija najmočnejšega motorja 147 kW in samodejnega 5-stopenjskega menjalnika, ki pa se ni najbolje izkazala. Menjalnik sicer je sam po sebi dovolj hiter, so pa prestavna razmerja občutno predolga. Najbolj zanimiva stvar pa se skriva tamle zadaj v prtljažniku tega Accorda, zaradi česar je avtomobil tudi 2000 dražji. Tam je namreč nameščen 65-litrski rezervoar za plin, sama vgradnja pa spada pod Hondino garancijo. Poraba je s tem za liter ali dva večja, kar pomeni okrog 11 litrov, investicija pa se vam povrne le, če se boste veliko vozili. Izplačali jo boste namreč po 50 tisoč kilometrih. In v skladu s Hondino filozofijo v zadnjem času je tudi to, da ste s plinom čistejši.